Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako prepustiti stvarstvu vse skrbi glede denarja. Se pravi, kako izstopiti iz tega materialnega pohlepa. In vemo, da materialni svet kakorkoli vozi, šofira ta naš svet, po drugi strani brez denarja ne moremo živeti. No, v glavnem danes zjutraj pri meditaciji se mi pripelje ena oseba, s katero sem nekoč sodelovala, in nekako se mi kar začne vrteti po glavi in sem rekla, opala, no zakaj pa tale odnos se mi zdajle pojavil. In v osnovi sem šla preveriti, seveda z mišičnim testom, preverjam ta moja prepričanja ali pa te moje strahove, jezo, obsojanja, ki jih pač nosim v svoji podzavesti. In sem prišla do zaključka, da je to nekje spomin moje duše na neko žensko sodelovanje v nekih templih in tam sem v bistvu, veste, ko ženske planejo na tebe in te dobesedno potolčejo. No in mogoče v tem življenju sem se čisto dobro počutila, ko sem delala strojno šolo, ker nisem imela toliko opravka z ženskami, s to zlobo žensko. In po drugi strani sedaj delam predvsem z vami ženskami. Ženskami, ki želite, ravno tako kot jaz, delati korake naprej. No in v glavnem pejmo zdaj na ta materialni svet. Dejstvo je, da naše mame, babice so dejansko mogle obstati ali pa so bile dobesedno privezane za štedilnik, ker enostavno niso imele možnosti finančnega preživetja. Vemo, da mnoge ženske še zmerom danes nimajo možnosti finančnega preživetja in zaradi tega pač obtičijo nekje, kjer drugače sigurno ne bi bile. Druga stvar pa je, da mogoče kakšna bi pa lahko naredila nek premik, pa išče varnost. Varnost in zadnjič sem govorila z eno gospo, je rekla, kako naj jaz vem, če jaz zdajle odidem od tukaj, kako bom imela poskrbljeno za moje pa makuške, pa mucke, pa tako naprej. Nikjer ne bom tega dobila. V bistvu nekako in stavek, ki mi je zavibriral, je rekla, in kje lahko na koncu pristanem, samo še, ne vem, ni rekla ubožnica, ampak nek prehodni dom. Sploh, zakaj bi človek tako razmišljal? In seveda mi je šlo takoj skozi misel, opala, ti si se pa ujela v enem drugem življenju, kjer predeluješ nek strah pred tem, da bi umrla od lakote. No in v glavnem, zdaj kako se vi tega lotite? Če vidite, da imate potrebo potem, da kupčkate, da shranjujete, od odvečne maščobe, do natrpanih omar, do raznih starih časopisov, da enostavno ne morete stvari, ki so že zdavnaj odslužile svojemu namenu, oddati od sebe, pomeni, da imate nekje strah pred pomanjkanjem. No in ta strah pred pomanjkanjem je povezan potem tudi z materialnim preživetjem. Prejšnji dan sem poslušala oziroma prebrala podatek, da za demenco recimo zboleva 2/3 žensk in samo 1/3 moških. No in zdaj, če gledamo, zakaj ženske smo tako močno podvržene avtoimunim obolenjem, ne pa toliko kot moški. Pa oboji imamo možgane in tako naprej. No in v glavnem, zdravnica, znanstvenica, ki je prišla do zaključkov, zakaj ženske, je ona pogruntala, da je to povezano z ženskimi hormoni, predvsem estrogen. Jajčniki so v direktni povezavi z žlezami v možganih in te žleze v možganih pač vplivajo potem na to, kako delujejo možgani in tudi, če se razvije demenca. Ampak, zdaj pa moja teorija je pa taka, da dejstvo je, da vsi podzavestni strahovi, ker recimo, če berete knjigo Ko telo reče ne, dejstvo je, da tudi avtor Gabor Mate razlaga o tem, da ženske bolj pogosto zbolevamo z avtoimunimi obolenji. In spet zakaj? Zato, ker je zadej toliko programov, ki udarijo direktno na ženske hormone. In zdaj ženski hormoni, no dobro, tudi moški, povezujejo naša čustva in prav to je začetek. Čustva, misli in telo. Se pravi, povezujejo, to je komunikacija v telesu. In ker smo bolj čustvene, dejansko potem vse skupaj odreagira na svoj način.
No, zdaj pa, če gremo na demenco. Demenca je direktno povezana s centri v možganih, se pravi, je tukaj prizadet center za spomine, hipokampus, prizadeta je hipofiza, to je ta center tukaj od spredi, ki je v povezavi s tretjim očesom, se pravi, videti resnico. Hipofiza je povezana z vsem ostalimi hormonskimi centri po celem telesu. Prizadeta je epifiza. Epifiza, to je center, kjer se sprošča hormon sreče, kjer se tvori spalni hormon in spet, glejte, ženska, ki je leta nesrečna, kateri center se ji blokira? Dejansko epifiza. In zdaj pomislite, prav epifiza v vzhodni kulturi je ponazorjena kot storž. In v bistvu ima obliko storža, ampak to je mikroskopsko mečkano, in notri je kristal. In ta kristal dobesedno postane trd, okamenel, okrog je, dobesedno obloge nastanejo okrog in ne zmoremo komunicirati s stvarstvom. No, jaz sem potem naprej razmišljala. Prav ženske imamo več avtoimunih obolenj. In ko ženska pride v obdobje modre ženske, se pravi, ko se zaključi rodna doba, ko jajčniki ne delujejo tako, se jim začne demenca. Namesto, da bi šle na višjo raven in začele uporabljati moč svojih centrov v možganih. No in zdaj vrnimo se spet na začetek zgodbe. Začeli smo pa govoriti o strahu glede pomanjkanja. Centri v možganih so pa v direktni povezavi s prvo in drugo čakro. Se pravi, prva čakra na dnu trtice je povezana s temeljnim premikom, preživetjem, občutkom stabilnosti, tudi mogoče strah pred tem, kje pa bom, ja, kako pa bom, kaj pa če zgubim, kaj pa če ne bo. Ja, to je oklepanje varnosti. Po drugi strani je pa tudi prva čakra okužena takrat, ko vrtoglavo zapravljate za stvari, ki jih ne potrebujete. Šara, namesto da bi kupili, ne vem, eno zadevo, kupite 10. Ne vem, jaz sicer bolj malo ljudi poznam takih, ampak vseeno jih poznam. In dejstvo je, da se ne znajo ustaviti. Se pravi, prva čakra je dejansko povezana tudi z zasvojenostmi. Ne samo ta shopping, ampak je zasvojenost tudi z alkoholom ali s kakršno drugo substanco, kar zadaj je strah. In ta strah, temeljni strah, je najmočnejši. No, zdaj pa, če majčkeno pogledamo naprej, tukaj sem si napisala, se pravi, kaj je ključno, da pobrišemo? Strah, nervoza, pa skrbi. Skrbi, a veste, to je tisto, ko se sekiraš na zalogo. Kaj pa, če bo? Kaj pa, če se zgodi? Kaj pa? Ja, glejte, ko bo se zgodilo, bomo takrat reševali. Karkoli, a ne? Povsod lahko poslušamo novice glede korone, kako, ne vem, recimo zadnja, kar sem prebrala, da v Nemčiji, kdor ne bo cepljen, bo lahko šel samo še v trgovino, živili in v lekarno. Prav. Bomo pa hodili samo v trgovino, živili in v lekarno. In to pomeni, da bomo imeli mogoče več časa, da bomo šli v gozd in vse ostalo bomo nabavljali preko interneta. Prav. Lejte, verjemite mi, strah ima velike oči. Strah, ne, deli in vladaj. Daj ljudem čim več nekih stvari, zaradi katerih bojo celi stisnjeni. In to je sistem. In tega ne potrebujemo več. Ta sistem, nekje sem prebrala, pa niti ne vem kje, v glavnem v eni knjigi sem prebrala, kako je nastal denar. V glavnem bili so sužnji v Egiptu in potem se je svečenik spomnil, kako bojo ti leni sužnji in še bolj leni stražarji začeli majčkeno bolj pospešeno delati. In se je spomnil, dajmo jim denar. In jim rečemo, od jutri zjutraj ste svobodni. Ampak za vsak cegel, ki ga prenesete, dobite toliko in toliko denarja. S tem denarjem boste lahko kupili si boljšo hišo, boljšo pozicijo, boste lahko nekaj veljali in tako naprej. In zdaj tisti, ki ste brali mogoče knjige Ramzes, to je, mislim, da so 4 knjige,
o tem življenju v starem Egiptu. V starem Egiptu je delovalo snobovstvo, kdo je na višji poziciji in tako naprej, bližji faraonu. In ja, poglejte, in dejstvo je, da dali so motiv sužnjem, da lahko postanejo nekdo, višja družba. No in zdaj, če gledamo, ta ego je še vedno prisoten, a ne? To je še vedno prisotno, ko enostavno ljudje želijo postati nekdo, ker potrebujejo določen štempelj, da oni so nekdo. Ko imajo neko pozicijo, so nekdo, a ne? Vse to je povezano z egom, a ne? Kot sem že enkrat rekla, nekje sem spet prebrala, da kaj pomeni ego. Ego pomeni v angleščini edging God out. Ne se mi smejati. V glavnem pomeni postaviti Boga na obrobje. To pomeni ego. In dobesedno, ko ti misliš, da si nek Bog v svojem svetu, a ne, poln sam sebe, takrat ti dela ego. Zdaj pa druga nasprotje tega pa je, da pa mi smo Bog v svojem svetu, ampak ta Bog deluje iz srca. In ta srčna čakra je sočutje, je milina, je mehkoba, je vse tisto, kar je dobro in je nasprotje od strahu. No in zdaj, če gremo na 10 božjih zapovedi, a ne? 10 božjih zapovedi, kot so opisane v Svetem pismu, ne ubijaj, ne laži, ne kradi, ne nečistuj in tako naprej. Ker naši možgani ne slišijo ne, ampak slišijo samo drugi del besede, so to zapovedi zla. Kradi, laži, želi si ženske, ki niso tvoje, stvari, ki niso tvoje, bodi pohlepen in tako naprej. V bistvu to so neke kode zla. Zdaj pa kako iz tega ven izstopiti? Iz tega, da tečeš za denarjem, da imaš strah glede preživetja in da enostavno izstopiš tudi iz nekih štempljev, ki jih mogoče ne potrebujemo več. No, jaz sem zase prepričana, ker, glejte, jaz res delam te meditacije, zaradi tega, ker sem se odločila, da bom počistila vse, kar ne spada več v mojo podzavest. In v bistvu za vsako tako težavo, ki jo imam, recimo danes zjutraj ta tekmovanje žensk, ne? Enostavno tisti trenutek samo zmolim, niti se ne preklopim na meditacijo, sem mogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane s tekmovalnostjo žensk, povezane s preživetjem. Recimo, naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Vdihnem skozi nos, izdihnem skozi usta in je to v trenutku. Zdaj, če imam par minut več časa, v tistem trenutku potem še dam roke v klunček in se sprehodim po 4 zdravilnih središčih in zdaj pa zakaj je pa to pomembno? Zaradi tega, ker pojdimo na demenco. Strah žensk. Ko pride v meno, ne more biti boginja, ker ima itak zaštekane možgane in zblojene hormone. Ko vi začnete, recimo, če imate strah glede preživetja, a bomo probale. Glejte, se pravi, ta trenutek, če jaz zamižim in rečem svoji duši, nosim strah glede preživetja. Ne, jaz ne več, no, ampak mogoče imate to vi. Zmolite zdravilno molitev dekodiranja in potem date roke v klunček in si predstavljate hipofizo, ki je tukaj v bistvu takole, na tem predelu, da s tem, ko držite roke tako, da ta energija prihaja do hipofize in jo čisti. In potem, ko greste sem na ščitnico in se predstavljate, kako se ta energija čisti, ščitnica. Ščitnica kakorkoli deluje na presnovo vseh celic. In potem, ko date semle, takole usmerite energijo in si predstavljate, kako ta energija gre do nadledvičnih žlez in kako jih pomirja, kako se čisti energija, kako postaja dobesedno vaše telo polje miru. In ko usmerite takole roki, si predstavljate, kako ta energija gre do epifize, ki je točno v geometrijskem središču možganov
in kako začne elektromagnetni pol med hipofizo in epifizo krožiti in gre na hipotalamus, pa imamo pa tukaj pri kraju dve taki manjši, kako ne rečem, kaj ne tipalki, no? To je amigdala, kako na amigdalo vplivamo, kako se od tam čisti ves stres, vse tisto, kar ne paše tja. Amigdala je center, ki je v direktni povezavi z nadledvičnima žlezama in je v direktni povezavi, kako se odzivamo na stres. Jaz upam, da vam nisem preveč komplicirano vse skupaj povedala, ampak hočem vam razložiti samo to, da vi imate moč, da imate v sebi božansko moč, da lahko počistite vse tisto, kar ni dobro za vas. In vi veste, kar ni dobro za vas. Pa naj vam zdaj povem, kaj se meni zadnje čase dogaja. Dobro, sem že večkrat rekla, vsake toliko časa občutim kot nek energijski vdor v moje polje. In najprej postanem tako utrujena, brez energije, včasih me noge bolijo, včasih imam občutek, kot da mi kar možgani delajo po svoje. In v naslednjem trenutku se lahko zgodi, da me naenkrat oblije pot. V glavnem, in verjemite mi, boste rekli, ja, mena. Ja, ampak to se dogaja tudi nekaterim, ki niso v meni, veste. Tako da v glavnem, to so energijski vdori. Zdaj pa kaj narediti v tem primeru, ko vidiš, da nekaj vpliva na tvoje energijsko polje, pa nimaš vpliva na to. No ja, ga imaš. Prva zadeva se moramo razumeti, da tema izgine, kakor hitro pržgemo luč. In zdaj glede na to, da jaz sem luč, glede na to, da sem ustvarjena po božanski podobi, se pravi, če imam jaz aktivirano moje srce, aktivira se že s tem, ko mi počistimo vse to, kar je se nabral balasta, čez vse te vsa ta prepričanja, že s tem se aktivira naša srčna čakra. In ko si jaz začnem zavestno ponavljati, jaz sem veličastna, jaz sem luč, jaz sem svetloba in samo diham, enostavno ta energija odpade. Dolgo časa sem se borila proti temu, a veste pa tisti, pa že spet pa tako naprej. Ampak sem prišla do zaključka, da več naredim, če sem popolnoma mirna. In ko sem popolnoma mirna, nobena sila ne more imeti vpliv na mene. Ok, pojdimo zdaj na drugo stvar. Pomislimo recimo na cesti. Lune premetavajo ljudi, imamo neko pot in nekdo preklinja na vse, čez vse božje matere, v glavnem, kakorkoli, v glavnem in čutimo to energijo, je to tako. V glavnem, tudi če se umaknemo takrat iz ceste in temu človeku, ki preklinja vse pred sabo, pustimo, da gre svojo pot, s tem dovolimo, da nekdo odide iz našega energijskega polja. V osnovi, glejte, je pomembno, da začnemo poslušati svoje srce. Ne da stopimo po gasu, pa se borimo s tem človekom, ampak enostavno rečemo, ti ne sodiš v moje življenje. No, ravno tako je pa pri teh energijah. Ko zaznamo nekaj, kar se dogaja, lahko brez problema rečemo, to ne sodi v moje življenje. In to pomeni, glejte, če jaz dam ukaz, to ne sodi v moje življenje, če sem v avtomobilu, se umaknem in počakam. Ravno tako pa tukaj, če je energijski vdor, počakam, da mine in ta energija enostavno izzveni. No, če zvečer ne morete spati, v tem primeru vsak večer pred spanjem prekadite vašo spalnico, vzemite žajbelj, z njim prekadite spalnico, ker stvari so zanimive. Zdaj, če bi mi videli naše energetsko polje, bi dejansko izgledalo tako, da imamo tukaj en balonček, pa tukaj en balonček, pa tukaj en balonček, pa tukaj en balonček in kup enih balončkov. In te balončki pač vplivajo na naše počutje. Gre se pa za to, da te balončke okrog sebe enostavno počistimo, zaradi tega, ker s tem, ko to mi počistimo, začnemo dobesedno žareti v vsej svoji veličini.
jaz sem veličastna. Jaz sem veličastna. In ko si večkrat to ponovimo, jaz sem veličastna, dejstvo je, da večkrat, ko bomo ponovili določeno trditev, bolj sigurno se bo to zgodilo v našem življenju. Zdaj pa gremo še na nekaj kart, Ošotove karte Zen tarot za vse tiste, ki delate na sebi in bi želeli narediti korak in prepustiti stvarstvu skrb glede finančnega preživetja. Prišle so ven 3 krasne karte. Prva je ustvarjalnost. Kaj je tisto, s čimer boste dodali vrednost svetu? Ustvarjalnost, vi v sebi nosite to energijo in lahko kreirate. Druga je prišla ubranost. Delajte iz srca in dovolite, da vas vodi vaša notranja intuicija. In prav intuicijo boste počistili s tem, ko boste dali strah stran, nervozo pa skrbi. Se bo aktivirala vaša notranja zaznava in uspeh. Verjemite mi, lahko proslavljate. Lahko proslavljate, stvarstvo vas podpira in ko boste zaupali, da je v vas ta božanska moč, se bo vse okrog vas zgodilo. Tako da uživajte, dovolite, da stvarstvo govori skozi vas, dovolite, da vas stvarstvo podpira in naj pri vsem, kar delate, vas spremlja Božji blagoslov.